Kar dober razgled, ne? Itak, samo ugasnil sem, pa sem se spomnil. Dobrodošli na Tolstem vrhu. Sicer sem trenutno na Vršiču, ampak vabam vas, da greste z nami, z nama, z Lukatom na Tolsti vrh, pa na Kriško goro. Pejmo. Za začetek se sprehodimo skozi vasico, pridemo do križišča, kjer gremo lahko tudi na Storžič. Sicer 5 ur pa pol, ampak Kriška gora pa piše 1:20. Ja, tle pridemo pa zdaj na križišče, ko bomo pol tle desno dol pršli. Tako, kot sem že prej rekel, je precej trdo, ni ledensto, ker je plus, pa niso prav zgodna, ampak da res se bi kar prav pršli, ampak tako so pa malo bolj na rokah, na palcah, da ne drsi tok. Evo, na poti gor se z Lukatom se malo ustavila, pa smo novico srečala. Prav, da tudi pozna naš kanal. Lep pozdrav. Živ. Pa hvala za spremljanje. Bomo še naprej. Evo, tole pa malo prvi razgledi se začenja. Ja. Zdajle smo pa že na Kriški gori. Še malo pa bo koča. No, dej se zagugi. Evo, Instagram klopca. Zdajle so pa po enem tednu, 14 dneh megle. Je toliko noro na tem soncu, vroče, kot pri norci. Prav malo človek ni navajen na to. Ja. Pa še takele razgledi, sicer je pol meglen, pol v Vidnem polju, ampak je super. Evo ga, Triglav. Evo, nepričakovano bo osvojila še Vrata. Tamle gor pa ne vem, če je 5 minut. Bo videla, no. Ja, ni 5 minut, je minuta pa pol. Tako da se splača iti tole pogledati. Evo ga, Košuta. Pa smo že prej rekli tamle Begunjščica Stol. Tole je naravnost, ta prvi je pozabil sem. Smo bili 14 dni nazaj gor, naprej pa Julijske Alpe. Ja, kaj že. No, tale te desen je pa naš cilj, zadnji je pa Storžič. Itak, samo ugasnil sem, pa sem se spomnil, dober če je umre hrib. Tole pa drugače lom pod Storžičem in tamle dol nekje, mislim, da čist naravnost na sred slike, je pa ena najboljših kuharic v gorskih kočah, Joži doma. Sta bile s Simono v koči pod Bogatinom, sta bile pa najboljši tim, kar sem jih kdaj srečal. Tlele od Vrat naprej je zelo malo shojen, ampak itek ni ne vem kaj snega, tako da ni panike. Kar dober razgled, ne? Ja, še par 10, še 20 minut po mojem, da so gor.
Zdaj smo prav prišli takole, prav bolj hladno je ratal in je sneg čist suh še, pa tudi na drevesih je že ful snega. Prav noro, lepo. Tlele se pa kar dobro po konc postavil. Lušten je. Evo, takole smo pa danes, ima tudi Luka takole kamerco. Sta Boštjan pa Saša iz Mikrozelena Šebenik posodila. Tako da smo danes čist hudi. Evo ga Petra, pa Lut. Pa Tolsti vrh. Tamle gor, pa zdaj gremo. Model izgleda res lepo. Pogled proti Kriški gori. Tamle pa Tolsti vrh. Pa Storžič. Tukaj spodaj pa dom pod Storžičem. Tiste čisto zadnje pa po mojem da Raduh. Pa Peca. Kakšne skale so na severni strani Tolstega vrha. Še malo. Evo, zdaj smo pa še Boštjana srečali, pa prijatelj njegovega, pa Žigata. Tik pred Tolstim vrhom, tudi Boštjan pozna kanal, tako da tudi vi, če me srečate, me kar ustavite. Sva vesela z Lukatom. Še kaj povedal? Hvala, to je to. Koliko je bilo na Tolstem vrhu? Super. Evo, Večkrat piha. mečkam piha, drugače pa užitek. Evo, to je to, vabljen je Tolsti vrh. Evo, dobrodošli na Tolstem vrhu. Tole pa Storžič. Tukaj dole je dom pod Storžičem. Tistele naravnost je že Niklovc. Zdajle greben Košute zadaj. Spodaj lom pod Storžičem. Pol smo... To smo že vse pogledali danes. Evo, tole pa Luter, ki dobi banano za nagrado. Ja. Pa malo na razstrupljanju. To je to, da razgledajo krvavci tam zadaj. Z Lukatom sva se odločila, da bo kar dol z Tolskega vrha direkt dol šla, čeprav nam je bilo odsvetovano, ampak eni so pa tudi rekli, da ni panike, tako da jaz mislim, da ne bo problema. Kaj ti misliš, Luka? Ne, po moje bo lepo, Bo žurka dol. Jaz mislim, da bo varno prispela v dolino. Če vas pa zanima, pa še malo počakajte. Sva naredila izziv, kdo bo prej dol po hribu, ali Luter ali pa Pero. Pa je Luter sprejel odločitev, da bo rajši živ, pa se prijazno, da bo drugi.
prej pogovarjala, da v dolini tale teden, ki je zapadel spet malo snega, sem bil kar hud, ker sem imel do zime. Ampak tako, ki si pa gor malo višje, pa res lepo, kaj sneg, tako da naj še ostane nekaj časa. Ježa je naša smer. Če pa vedela, pa lahko tle dol preletela po seki. Je pa tale Kriška gora, pa Tolsti vrh, pa z razgledi, pa res ne skopari. Neverjetno. Evo, tole pa cilj, gozd. Drugač pa tlele, po telih strmih pobočjih, ko so travniki, če je zelo veliko snega, mora biti kar zoprn za prečenje. Ampak zdaj je pa lušten. Evo, pa smo nazaj v gozdu, na izhodišču. Tudi pot je taka bolj gostnata. Ja, sploh tle proti koncu je zelo blatna. Tako da upava, da bo še nekaj snega našla, da bo gozdarje umila. V glavnem, super pot, sploh za takle razmere, ker ni več toliko snega, pa je to lepo, prijetno sonce. Polet mora biti le vroče, kar pri norcih, tako da ali zgodaj zjutraj ali podsvetujem. Statistika je sledeča, slabih 900 metrov vzpona, po dobrih 9 kilometrov peš poti. Čas je, odvisen od vas. Čas je. V glavnem, drugače pa ful lepa, no. Tudi družinska pot, nič zahtevna, tehnično nič zahtevna. Je pa vseeno, kaj sem vse skupaj verjetno po markacijah, predvidevam 5 ur, da je vse skupaj nekaj takega. Tako da, to je to, moraš kaj zapovedati? Po vrhu je edin tako malo taka, lepa zahvaljujem, tako da jaz tudi se pridružujem mnenju, da pridite pogledati pot. Drugače pa hvala. Ker ste ostali z nama do konca, pa hvala tudi obema, ki sta naju danes ustavila. To je to. Se vidimo kmalu. Ajde. Čau. Čau.